Danes sem podiral Guinnessov rekord v sestavljanju Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. Spodletelo mi je. Katastrofalno. Na tej točki se moram odločiti, ali bom odnehal ali pa vztrajal in nadaljeval. Več o tej odločitvi in planih za naprej bolj proti koncu videa. Zdaj pa dovolite, da vam razložim, kako je današnji dan pravzaprav izgledal. Zjutraj, okrog 8:30, smo se dobili v bazenu Sense Wellness hotela Union. By the way, hvala Sense Wellness za podporo pri projektu Rekord in hvala tudi Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki mi omogoča treninge na bazenu Sense Wellness. Tam smo se dobili z ekipo, ki je bila zahtevana strani Guinnessa, in pa nekaj navijačev, podpornikov, ki so ves čas zraven in mi pomagajo. Ful sem vesel, da ste prišli vsi, ki ste bili danes tam. Jaz sem se najprej bal, da mi bodo gledalci povzročili več stresa, pa je bilo v bistvu ravno nasprotno. Prisotnost prijateljev, sopotapljačev me je v bistvu pomirila. Guinnessova komisija zahteva 2 neodvisni priči, ki nadzorujeta celoten potek. V mojem primeru sta bila to Jernej, ki je bil zadolžen za mešanje kock, in pa Maja, ki je bila sodnica potapljaškega dela. Jernej je kocke zmešal z najmanj 40 premiki, to je zahteva Guinnessove komisije, čeprav bi bilo 20 čist dost, Guinness, če to gledate. Potem smo jih dali v neprodušno Lego kocko, da teh kock nisem videl. To kocko spravili do Maje, ki je imela kocke prav tako skrite pred mano. In ko sem se potopil, ko je glava pod vodo, sem v roko dobil prvo kocko in tako začel sestavljati. Največ, kar sem danes sestavil kock, je bilo 7, kar je ful slabo. V bistvu sem pričakoval, da bom sestavil vsaj 8 kock, čeprav sem prejšnji teden, oziroma ne, 2 tedna nazaj sem že suvereno sestavljal 9 kock, tega sem bil zelo vesel. Potem pa mi je prejšnji teden forma začela padati in kar naenkrat sploh nisem več mogel sestaviti 8 kock, ali pa sem jih spet sestavljal 8 in tako naprej. Upal sem, da se bo danes vse sestavilo, no pa se ni. Vse sem naredil za to, poskušal sem 3001 stvar in na tej točki bi si želel, oziroma mislim, da bi bilo dobro, če bi pisal neke vrste dnevnik. Pa sem si rekel, čakaj malo, se itak vse snemam in sem šel pogledat posnetke za nazaj in sem našel ta video, ki govori o neuspehu. In potem sem si rekel, wow, carsko. Mogoče še boljš, kakor da mi je uspel, je to, da mi zdaj ni uspelo, zato ker tako pač je. Stvari, ki se jih lotimo, ponavadi najprej ne uspejo in se je treba za njih truditi in je treba vztrajati. To je realno in mislim, da je to ful lepo sporočilo za vse, ki me spremljate. Poleg tega pa je v tem posnetku vidna prav ista stvar, kot se mi je zgodila zdaj. Takrat se mi je to dogajalo pred mejo 8 kock, se pravi, kar stagniral sem in še začela mi je forma padati. Zdaj se že nekaj časa trudim pod vodo sestaviti 8 Rubikovih kock, ampak sem obtičil. Še več, začel sem celo nazadovati. Zdaj se je isto zgodilo pri 9 kockah, se pravi, sestavljal sem jih 9, ker sem hotel narediti prehod na 10, mi je forma začela padati in kar naenkrat sem bil ful slabši. Zakaj točno je to, ne vem. Zdaj si bom pogledal posnetke in analiziral vse za nazaj. Glede na prejšnji neuspeh pa vem, da mi je ful pomagal počitek in sprememba treninga. Vesel sem, da mi ni uspelo, oziroma ne, v bistvu sem žalosten, pa jezen in vse, kar pride zraven, ampak na nek način pa se mi zdi dobro, da sem tokrat failal, zato ker imam zdaj priložnost, da sem še boljši. Dejansko sem v sestavljanju Rubikovih kock ful napredoval. Na kopnem imam zdaj tekoče povprečje 5 po 20 sekund, kar je zame noro. Poleg tega pa sem tudi danes, čeprav nisem sestavil veliko kock, bil v vodi ful hiter. Bil sem hitrejši kot 25 sekund na eno kocko, kar je zame v vodi spet zelo hitro. To so vse dobri znaki za naprej, samo potem se mi v zadnjem ključnem delu, ko bi mogel z voljo premagati nelagodje in nekako s sproščenostjo iti čez res borbo, nekako tega nisem bil zmožen. In še več stvari se je tekom tega izboljšalo. Razen tega, da sem ful izboljšal čas Rubikovih kock, sem tudi ful izboljšal čas statike, se pravi držanja sape pod vodo na meru. Tukaj sem bil na enem mestu že približno 2 leti, nisem se mogel premakniti čez 5 minut pa pol, zdaj pa lahko sapo držim vsaj 5 minut 46, pa mislim, da še dlje. Kot sem rekel, izboljšal sem se v kockah, ful sem navezal novih stikov in poznanstev, vstopil sem v rubikaško sceno, ki je fascinantna in bom z Rubikovimi kockami zagotovo nadaljeval tudi po tem rekordu, katerega plan pa je naslednji.
Ta rekord bom spet poskušal podreti ali konec avgusta ali pa sredi septembra, nisem še čist prepričan, zdaj pa bom med poletjem užival v poletnih počitnicah. Ne me razumeti narobe, še vedno bom treniral in delal na kockah, delal na sapi, ampak bom poskušal malo drugačne pristope, bom videl, kje imam še kaj rezerve, kaj lahko izboljšam, poleg tega pa bom užival na počitnicah. Zato bom tudi na tem YouTube kanalu čez poletje malo manj aktiven, verjetno bom v teh mesecih, julija, avgusta, objavil kakšna 2 videoposnetka, ne več toliko redno. Čez poletje bom bolj aktiven na Instagramu, to je tak poletni medij. Potem pa se septembra s podiranjem rekorda spet vrnem redno na YouTube, spet nazaj v projekt Rekord, kjer upam, da bomo lahko proslavili Guinnessov rekord v sestavljanju Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. Hvala, da spremljate projekt Rekord. Hvala vsem, ki ste bili danes z mano na bazenu, hvala celi ekipi Inhale Blue, hvala bazenu Sense Wellness, hvala Leni, hvala Sergeju za fotke, hvala Nini, hvala Jerneju za sodništvo rubikaškega dela, hvala Maji za sodništvo potapljaškega dela in spremljanje, hvala Alešu za bistro podporo, hvala Maticu za coaching pri Rubikovih kockah, upam, da ga bo še nekaj. Hvala Markotu za to, da je bil moj buddy v vodi in me spremljal v teh zadnjih dneh. Hvala Andreju za neopren in za treninge prej. Hvala Tjaši, ki je z mano trenirala predtem. Hvala tudi vsem, ki vas danes ni bilo z mano, pa ste mi pomagali. Hvala Vita za vse treninge. V bistvu, ta moj projekt Rekord zdaleč ni samostojni podvig, ampak je podvig ene skupine ljudi, ki se rada ukvarja s potapljanjem na vdih in ki imamo radi izzive. Hvala vsem. Hvala tudi vam, ki spremljate projekt Rekord. Gotovo sem še koga pozabil zdaj v teh zahvalah. Se gledamo kmalu in naslednjič. Adios!